Sicer pa mi pa nadaljujemo. Res je, ti si danes, sem videl, že pojedla svoj zajtrk. Ja, ti pa si popil samo kavo. Ja, to je pač moja jutranja rutina, slaba ali pač dobra. No dobro, mogoče ti moram jaz začeti pripravljati zajtrk. Lepa. Ja. Ampak bomo videli, bova jutri povedala, če se bo to obneslo oziroma če ti bodo moji kruhki z marmelado všeč. Ja. Ampak danes se bomo spraševali, kako pomemben je zajtrk. Res je. V našem življenju. In tudi dotaknili se bomo vprašanja, kaj storiti, če nam, kot na radi rečemo, pade sladkor. In v našem studiu že malo diši, ampak ne bomo vam razkrili še, kaj bomo pripravljali. Torej, poglejmo še, povabilo velja za tiste, ki so doma, bi želeli kaj vprašati o zdravi prehrani, da nas pokličejo. Ja, naša telefonska številka 473-07-01, seveda z nič ena, za vse tiste, ki niste z Ljubljane. Tako da sprejemamo vaše vprašanja, mnenja, izkušnje mogoče, tako da za vse odgovore imamo v studiu pa tudi prehransko strokovnjakinjo, da ne bova midva izpadla preveč pametna, oziroma se delala pametno. Delala bolj to. Dobro jutro. Evo, z nami je Katja Simič. Dobro jutro. Zdaj ura je, če pogledamo, malo čez 8:30, to bo že skoraj da čas za malico, edino tisti, ki so malo bolj pozno ostali. Zdaj, kakšno hrano je dobro, da jemo čez cel dan, da nas podpira, da nam ne jemlje energije, kot včasih radi rečemo, predvsem po kosilu se nam to pogosto zgodi. Ja, res je, ja. Predvsem je pomembno to, da se ne najemo preveč. Jaz pogosto rečem, da je hrana kot, da bi natankali mogoče avto, in če ga preveč natankamo, ne bomo lih uspeli priti od točke A do točke B in pogosto tudi sami s seboj to naredimo. Se pravi, jemo za nazaj, hočemo pač v bistvu nadoknaditi tisti del izgubljeni, del dneva, če lahko tako rečem, in se potem preveč napokamo, če lahko kar po domače rečem, in obležimo, namesto da bi nam hrana v bistvu dala energijo. Se pravi, tako kot avto natankamo, da gremo, bi bilo fino, da natankamo tudi nas. Kolikokrat na dan, recimo, se je pametno natankati? Natankati, to je pa zelo odvisno od tega, kakšne so naše potrebe. Se pravi, recimo, po teoriji je 3 do 5 obrokov na dan, s tem, da je ta teorija pri večini zdravih posameznikov seveda drži. Jaz pogosto svetujem svojim verovalcem v bistvu iz vidika beljakovin. Namreč optimalno v obroku je, da pojemo nekje 20 do 30 gramov beljakovin. Če so naše potrebe po beljakovinah visoke, imamo potem tokrat toliko v bistvu obrokov. Če smo športno aktivni. Naprimer, športno aktivni, tudi mogoče premočni posamezniki, ki hujšajo, kakšna bolezenska stanja ali karkoli podobnega. Tako da je to zelo nehvaležen odgovor, da bi kar tako rekel. Ampak dobro, zdaj, jaz sem jedla 2 uri nazaj, Igor še ni zajtrkoval, da ne bomo zdaj stali ob tako lepo obloženi mizi, predlagam, da kaj pripravimo. Ja, kaj ste prinesli? Prej je rekel, da boste vi delali, ampak njega angažira. On se dobro znajde v kuhinji. A se, pa sploh zdaj, ko ima že vse pripravljeno. Ja, to je najlažje. Ja, mi bomo danes v bistvu naredili en tak namaz ali dip, se pravi, a vam jaz spremem? Ne, v redu. Se pravi, izbrali smo skuto, zaradi tega, ker je beljakovinsko živilo, dodali bomo ribice zaradi omega-3, tako da lahko to kar mogoče tole skledico zmešate. Riba vseeno kakšna je? Pri ribah je fajn, da so majhne, da jim vidimo glavo in rep, zaradi tega, ker večja kot je riba, se pravi ribe roparice, naprimer tuna, losos, so potem tudi načeloma mogoče tudi bolj onesnažene s kakšnimi težkimi kovinami. Manjše ribe, pa ne. Tako da jaz sem izbrala zdaj sardince, zaradi tega, ker so tudi dober vir, se pravi omega-3. Pravijo, da življenje ni pravljica, jaz pa verjamem, da je življenje najlepša pravljica od vseh. Draga moja nevesta. Draga žena. Ne bom samo tvoj mož, ampak tudi tvoj najboljši prijatelj, ljubimec in zaupnik. Ti boš moja kraljica. Iskanje prave ljubezni se nadaljuje. Ko stopiva na to pot, želim, da to storiva z roko v roki, ter si pričarava nepozabno dogodivščino. Poroka na prvi pogled. Prijave v 3. sezono na www.planet.si. Mi bomo danes samo... bomo dodali, danes imamo baziliko in pa koper. Lahko pa v resnici dodamo, kar želimo. Poper, tudi čili recimo se obnese, kakšna rdeča paprika. V bistvu ta namaz je res zelo stvar okusa. Verjetno odvisno pač, kaj imamo radi. Zdaj, česen vidim, da je tudi tukaj svež. Ja, česen bomo dodali predvsem tudi zaradi tega, ker smo malo govorili o sladkorni bolezni in se za česen oziroma za določene začimbe, bo šlo mogoče lažje žličko ali pa z vilčko. Dobro. Doma sem jaz ta namaz že pripravila in sem ga v bistvu s paličnim mešalnikom zmešala. Tako da se lepo namaže povezano. Zdaj mi bomo pa danes tukaj malo zimprovizirali, pa bomo naredili brez.
Tako da lahko dodamo mlado čebulico, lahko dodamo začimbe. V bistvu je dobra stvar tega namaza ta, da je res kar imaš doma, to pa uporabiš. Sicer pa drugače, kako izberemo kruh, najverjetneje je sicer domače pečen tisti najboljši, ampak vendarle na policah lahko marsikaj tudi dobrega. Tako, ja. Pri kruhu je doma pečenemu, imamo mogoče malenkost več pri soli, mogoče lahko lažje kontroliramo. Jaz sem izbrala danes ovsen kruh, namreč tudi za oves oziroma za prehransko vlaknino v ovsu, beta-glukani se imenuje, se nekako povezuje s tem, da pomaga uravnavati dvig krvnega sladkorja v krvi. Se pravi, imamo v bistvu ovsen kruh. Lahko, je pa opcija tudi ta, zdaj čist po okusu, jaz bom pa mogoče vmes že kar pripravila en tak lep krožnik. To je pa takole zelenjava, lahko je tudi takole zraven korenček. Korenček in mlada čebulica, lahko bi bil tudi por, naprimer, bolj kot ideja, kako lahko vzamemo tudi za sabo. Se pravi, da ni vedno nujno to, da smo doma, da pojemo zajtrk, če nam zjutraj res ne paše jesti, je opcija vedno tudi to, da pač spakiramo in vzamemo za sabo. Tudi recimo, jaz bom zdaj tukaj pripravila eno tako varianto, mogoče kako se lahko postreže tudi na krožnik, pa bom kar stelinka je bil že pripravljen doma. Vidiš, Igor, ti boš jedel česen, jaz mogoče malo čebule in bomo ravno za skupaj. Ja, točno to. Se bojo vsi bežali od naju. Pripravili smo nekaj mitov, ki krožijo že vrsto let. Se ti miti kaj spreminjajo? Recimo, pa če najprej pogledamo to prvega, da vidimo, prvega mislim, da se navezuje na sladkor. Zdaj, sadja ne uživajmo, ker je v njem samo sladkor. Drži, ne drži? Ali resnica? Ne drži. V sadju je res sladkor oziroma fruktoza. To je pač enostaven ogljikohidrat, ki dejansko res mogoče dvigne malenkost hitreje krvni sladkor. To je tudi mogoče tisto prej, ko ste rekli, kaj poje, ko pade cukr. Se pravi, raje kakšen kos sadja, kakor pa mogoče čokolado ali pa piškotak. A pa drži, da nimo takrat, ko nam pade sladkor, lahko pojemo tudi brokoli? Namesto, recimo, lahko bi pojedli tudi kaj tazga, samo ponavadi imamo ta okus po sladkem v ustih in raj posežemo ponavadi po kakšni taki drugi izbiri. Ker nam tudi da energijo, ne? Tako, ja. So pa v sadju absolutno še prehranska vlaknina, voda, vitamini, minerali, tako da ni ga kar za dati na stranski tir. Tudi za sladkorne bolnike se danes, recimo, včasih se je res odsvetoval sladkor, danes pa ne. Mogoče v stopni zrelosti, da je bolj na začetku za sladkornega bolnika, da nisem zrel. Pogledamo še naslednjo trditev. Tako živila in pijače brez sladkorja so zdrava izbira. Kar nekaj takih pijač imamo zdaj na voljo. Ja, res je, to je vedno bolj popularno, ravno zaradi tega, ker nimajo kalorij in tudi ne povzroča dvig krvnega sladkorja. Ampak jaz jih vseeno ne bi umestila v to zdravo izbiro, gre za vseeno, daje telesu napačen signal. Tudi ta okus po sladkem nam v bistvu razvija, se pravi, ta živila imajo ponavadi dodana sladila in to so zelo intenzivni okusi in potem v bistvu dobi telo nek napačen signal in želi še več, še več, še več. Naslednja trditev, ki smo jo nekako izbrali. Da vidimo, je pa... Kava na prazen želodec ni priporočljiva. Ojoj, Igor, da vidimo zdaj. Danes smo ti že malo nabili slabe. Ja, že, takoj. Tega bi jaz potrdila. Zdaj, je res, da se pravi, če ne nagaja, mogoče ni težava, ampak se pa zgodi, da pač postane človek mogoče bolj nervozen, bolj anksiozen, dvigne se tudi pač dejansko. A sem nervozen? Ne, moram potrditi, da je zelo prijazen in je zelo miren zjutraj, tako da očitno je v redu. Pa tudi s kakšnim refluksom ali pa s kakšnimi podobnimi težavami. No, to je pa v redu. Če pa bi se kdaj začeli, pa mogoče to prvi korak, ki ga lahko, ki ga imate. Ok, gremo dalje. Četrta trditev. Ja, tako, da vidimo. Je pa zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. Zjutraj jemo kot kralji. To je veljalo, oziroma to velja mogoče tudi še dan danes. Je pomemben obrok dneva, jaz pa ne bi rekla, da je najpomembnejši, ker so vsi obroki pomembni. Se pravi, da se zanašamo samo na to, da bomo pa zajtrk dobro pojedli, potem se pa ta rutina prehranjevanja tekom dneva sesuje, spet ni to nujno kar rešitev. Se pravi, pomembni so vsi obroki dneva, je pa zajtrk absolutno tudi pomemben. Peta trditev pravi takole: beljakovin in ogljikovih hidratov ne zaužijemo v istem obroku.
Zdaj, jaz mislim, da je že tale primer obroka, en tak prikaz, ker ga bomo mogoče tudi na kruh namazali in predvsem tudi za sladkorne bolnike se pa to prav svetuje. Se pravi, da v bistvu beljakovine normalizirajo ta dvig krvnega sladkorja, medtem ko ga ogljikovi hidrati v bistvu na nek način dvignajo in ta kombinacija v bistvu obrok naredi ustrezen za sladkornega bolnika. No, Evo, že čakamo, ne? Ja, ti si že pristavila. Veš kaj, malo bom na manjše tole narezal, tale kruh. Se mi zdi bolj prikladno. Lahko. Bolj prikladno ali ne želiš, da preveč pojem? Lahko je pa tudi kakšen kozarec. Ampak v bistvu, jaz imam še eno vprašanje, predvsem glede sladkorja. Ker vsi se ga večinoma zelo izogibamo, iščemo pač načine, da bi ga seveda zaužili čim manj, kar je dobro, ampak vendarle, naše telo pa potrebuje določene količine. Ja. Telo v bistvu spremeni hranila, ki jih dobi v sebe, jih v bistvu s svojimi presnovnimi procesi spremeni in se v bistvu res dvigne ta krvni sladkor oziroma glukoza in to je v bistvu edina hrana za možgane. Tako da zdaj treba bi mogoče najbolj se osredotočiti na to razliko, ali je to zdaj dodan sladkor ali je naravno prisoten sladkor. Se pravi, sladkor je recimo v mleku je laktoza, v sadju je fruktoza, smo že omenili, med je recimo tako naravno sladko živilo in to je nekaj popolnoma drugega kot naprimer bomboni, ne vem, da se res doda neki glukozno-fruktozne sirupe v živila in tako naprej. Tako da tukaj se pogosto kar vse v isti koš vrže in to je v bistvu ta napaka oziroma površnost, ki jo delamo v vsakdanu. Lahko pa je to zajtrk ali pa malica. Ja, naprimer. Tudi večerja, ne? Tudi, ja. Zdaj, recimo, jaz bi rekla, da manj kot rabimo v bistvu energije, bolj gremo na te zelenjavne priloge, se pravi, lahko tudi, recimo, vzamemo samo korenček, pa samo zajamemo in v bistvu uporabimo kot nek dip. Lahko namažemo takole lepo na kumarce, bučke, lahko naredimo iz paprike eno takole skledico in na ta način, recimo, postrežemo. Če dobimo obiske, ne? Tako, ja. Gre pa torej za ribi namaz, ki ponavadi bazira na majonezi oziroma kisli smetani oziroma maščobnih virih. Mi smo ga pa tukaj skombinirali v bistvu z beljakovinskim virom. Beljakovine so pa tiste, ki v bistvu tudi občutek sitosti podaljšajo. Tako da mi v bistvu želimo beljakovinsko ustrezne obroke, da ne rečem zdaj močne, se pravi tudi preveč ne gre, ker smo potem dlje časa v bistvu siti. Kakšno bi bilo recimo nadomestilo za skuto, recimo če je nekdo ali ima intoleranco ali pa se izogibanje mlečnih izdelkov? Ja, pogosto se to res dogaja. Zdaj, za recimo laktozno intoleranco obstajajo izdelki brez, tako da tukaj je ta rešitev. Drugače bi se pa lahko recimo mogoče s kakšnim stročničnim namazom, se pravi lečin namaz, recimo humus, pa se potem doda recimo ribo, če človek uživa pač morsko hrano, če pa ne, se pa potem to recimo lahko tudi spusti. Dobra stvar lečnega namaza brez ribe bi bil pa tudi ta, da ne rabi to živilo biti v hladni verigi. Se pravi, tako malco za sabo vzeti, samo če imate recimo v službi opcijo hladilnika ali pa da je odzunaj recimo v tem času leta lahko. Zdaj je primeren čas. Da bi pa recimo to poleti imel kar v avtu za malco, je pa v bistvu neustrezno. Bi verjetno že tudi zavonjal človek. Upamo, da ne bi kar jedel. Mogoče točno zavonjamo prej, preden to jemo. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je čas, da poskusimo, kaj je Igor dobrega pomešal, zmešal in pripravil. Ja, veš kaj, srečamo v to, da so zdaj na vrsti oglasi. Hvala lepa. To bo malica za celotno ekipo. Vi pa ne odhajate nikamor oziroma pojdite v kuhinjo. Slišali smo, zajtrk je pomemben, ni najpomembnejši, ampak kuhinja, hitro neke usta in potem nazaj. Ja, in dober tek, potem pa se kmalu vidimo. Tako.